from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. Močna volja, vztrajnost in predanost delu so vrednote vsakega vrhunskega športnika. A te vrednote so na hudi preizkušnji, če v sanje neusmiljeno poseže usoda. Anej Doplihar se je tisti dan na svoji Yamahi boril za naslov pokalnega prvaka. Boj je prekinila huda nesreča, Anej pa je kljub nesreči in uporabi invalidskega vozička ostal vrhunski športnik. 26-letni Primorec iz Dornberka pri Gorici je eden tistih pozitivnih ljudi, od katerih se vsak od nas lahko nauči kakšne življenjske modrosti. Predvsem tiste ključne mantre nikoli ne obupaj. Po moje sem živ dokaz, da se da tako narediti. To je tudi moja motivacija in k temu strmim, da bom tudi enkrat na tej raketi uspešen. No. Najbolj si želim se pravi zdravje, to zato, da bom čim boljši treniral za naprej, da sem čim boljši čez zimo pripravil za naslednjo sezono. Pred sezono si želim opraviti kakšne dobre priprave v sklopu reprezentance, izboljšati rezultate, ki sem jih letos dosegel in se udeležiti svetovnega prvenstva naslednje leto v Belgiji. Aneja se je zaradi velike vrnitve po nesreči na motokros progi že prijel vzdevek slovenski Zanardi. Z legendarnim dirkačem in paraolimpijskim prvakom pa sta po spletu okoliščin že kolesarila tudi z ramo ob rami na čisto pravi dirki. To je bilo, se pravi, 2 meseca nazaj, približno na svetovnem prvenstvu na Nizozemski. Tu sem rekel, smo slučajno moja kategorija in njegova vozili skupaj. Vedel sem, da je na svetovnem prvenstvu, samo itak, ker si na dirki odmisliš vse drugo, se pravi, se osredotočiš na svojo vožnjo. In poleg, ker sem videl Zanardija, dobro vem, kakšno frizuro ima in spod čelade, ker sem videla tiste lasi, sem dobil tudi jaz eno energijo, ki me je prehitel, no. Sem vedel točno, da je on. Pa je veliki Zanardi premagljiv? Ja, itak da je. Trdo je treba delati, tako kot je delal on sigurno, ker samo se ne zgodi nič. In je ulovljiv in premagljiv, ja. Ja, na začetku itak je bil projekt že sploh iz postelje, z bolniške postelje presesti v taki voziček. Prvo je bila to vaja vsak dan, potem je bilo oblačenje, drugi projekt, potem osebna oskrba, se pravi tuširanje in te stvari. In poleg enkrat to osvojiš, je bilo mišljenje na šport, ne. Poleg dobiš tako kolo, greš do sedajšnjega sotekmovalca v reprezentanci, da če ti pokaže, kako se presesti v tako nizko kolo, ne, iz vozička, za invalida vseeno ni toliko enostavno, vsaj na začetku ne. In poleg nekako vidiš, probaš še ti, se malo mučeš na začetku in poleg rata, bomo rekli, vsakdanja stvar, no. Tako ko se presesti na vozičk, tako v kolo. Občutki so kar podobni, no. Sploh v taki klanc recimo se spustiti, je adrenalin še zmeraj prisoten. Na dirki pa, da ne govorim, je kar podobno dirki, tako kot je bilo na motokrosi, ne. Brnenje motokros motorjev pa se zadovoljim, se pravi, ker grem na motokros dirko, tako da tudi to moram slišati še zmeraj, ja. Jaz podpiram šport, se pravi, podpiram tudi, da se mladi začnejo čim prej ukvarjati s tem. Skozi šport se da veliko naučiti, tako za športno kariero, če se posameznik za to odloči, kot za življenje normalno. Jaz skozi motokros sem se veliko naučil.